s griehom se borim, ko s griehom se borim, ko s griehom se borim, sile Jezusa Jezusa želim, Jezusa želim, pa svet ti prepustim, sile Jezusa želim. In ko samljen sam, in ko samljen sam, ko samljen sam, si Jezusa želim. Konodan se zazrem, konodan se zazrem, konodan se zazrem, si Jezusa želim. Jezusa želim, Jezusa
ženi. Zahvaljevanje, hvaležnost sta danes skoraj izpodrinjena zaradi nenehnega nezadovoljstva in kritiziranja. Velikokrat se osredotočimo na to, kar je negativno, spregledamo pa lepe, pozitivne stvari v življenju. Nekateri boste morda nezadovoljno rekli: nimam se za kaj zahvaljevati. Vse mi gre narobe. Moje življenje je polno težav. Le zakaj bi se zahvaljeval? Poglejmo nekaj spodbud v Svetem pismu za zahvaljevanje. Vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. V imenu našega Gospoda Jezusa Kristusa se nenehoma zahvaljujte Bogu Očetu za vse. Božja beseda nas spodbuja, da se naj zahvaljujemo v vsem, za vse. V bistvu je to velik izziv, še posebej v času, ko nam mogoče res gre vse narobe. Zaradi greha smo nagnjeni k negativnim stvarem. In ko smo res v težavah, je to samo še pika na i, da več ne vidimo nobenega razloga za zahvaljevanje, hvaležnost. Zanimivo je, kako se cerkev večkrat osredotoča na to, kar je negativno, spregleda pa pozitivne stvari. Velikokrat kristjani vidimo samo slabe, grešne stvari in se osredotočamo samo na njih. Ne vidimo več, kaj vse je Bog storil za nas in kaj vse nam je dal kot Božjim otrokom. Ni čudno, da mnogi ljudje nočejo imeti nič s krščanstvom, cerkvijo, če je mnogokrat poudarek na negativnih, grešnih stvareh, brez izhoda, pomoči in rešitve. Obstajajo razlogi za zahvaljevanje. Učimo se prepoznavati trenutke v dnevu, za katere smo lahko hvaležni. Sončni vzhod, zahod, kava s prijatelji, prijazen pozdrav, dobro opravljeno delo. V resnici je priložnosti za hvaležnost veliko. Naštel sem le nekaj samoumevnih, ki jih velikokrat ne vidimo. Obstaja pa tudi večni, trajni razlog za zahvaljevanje, ki se nikoli ne menja. V psalmu 105. vrsti psalmist pravi: zakaj Gospod je dober, na veke traja njegova dobrota, od roda do roda njegova zvestoba. Ne glede na to, kako se počutimo in kakšne so naše okoliščine, se ta tri dejstva nikoli ne spremenijo. Gospod je vedno dober, njegovo usmiljenje je večno, njegova zvestoba ostane za vse rodove. Imamo torej 3 trajne, nesprejemljive vzroke za zahvaljevanje Bogu. Naši občutki so zelo močni, kar se dogaja okoli nas. Negativni, težki trenutki zelo globoko posežejo v naše življenje. Zahvaljevanje, hvaležnost usmerjata naše misli na večne, nesprejemljive lastnosti narave Boga in njegovega ravnanja z nami.
Kaj je nasprotje od hvaležnosti? Mislim, da je najboljši svetopisemski izraz za to godrnanje. Bolj sodobnem jeziku pa pritoževanje. Velikokrat je dejstvo, da je vse, kar rečemo, ali je pozitivno ali negativno. Zelo malo besed je nevtralnih. Če ne bomo izražali hvaležnosti, bomo skoraj zagotovo godrnjali in se pritoževali. Vsakokrat, ko nekdo preneha biti hvaležen, se začne njegova pot navzdol. Če hodimo po poti nenehnega pritoževanja, se obrnimo in začnimo hoditi po poti hvaležnosti. Čim prej se vrnimo, da ne zabredemo pregloboko, kajti težko se obrniti in se vrniti nazaj. Za nekaj trenutkov se zaustavimo in razmislimo o vrstah, ki smo jih prebrali. Zakaj Gospod je dober, na veke traja njegova dobrota, od roda do roda njegova zvestoba. A je Bog res dober? A je njegova dobrota trajna, na veke? Želi vsakemu rodu, generaciji biti zvest? Zakaj tega ne vidimo? Zakaj na Boga gledamo velikokrat kot krivca za vse? Preden se lahko resnično začnemo zahvaljevati Bogu za njegovo dobroto, se moramo soočiti še z temno platjo resnice. Svetopismo govori tudi o nehvaležnosti človeškega rodu. Pavel mojstrsko piše propad človeške rase od prirojenega spoznanja Boga do strašne brezbožnosti in zlobe. Prvo poglavje pisma Rimljanom se konča z enim najbolj strašnih seznamov v Bibliji, ki prikazujejo človekov propad, bedo in brezbožnost. Lahko se vprašamo, kako je mogoče, da je človeštvo padlo tako globoko. Odgovor najdem v prvem poglavju pisma Rimljanom v 21. vrsti. Čeprav so namreč Boga spoznali, ga niso kot Boga slavili in se mu zahvaljevali. Pavel opiše dva koraka, ki vodita navzdol v temno brezno. Prvič, ljudje niso slavili Boga kot Boga. In drugič, niso bili hvaležni. Razlog, duhovna slepota o Božji dobroti. Ponovno spreglejmo in dovolimo Bogu, da nam razodene svojo dobroto. Bog želi, da so naša srca hvaležna in da gledamo na življenje tudi, ko gremo skozi težke trenutke, polni vere in zaupanja Bogu, da bo na koncu pomagal, dal zmago. Seveda se bomo soočili tudi z težkimi dnevi, ko ne bomo videli nobenega razloga za zahvaljevanje. Ne dovolimo, da nas prevzame panika, ampak bodimo modri, usmerimo svoj pogled na Boga in njegovo dobroto, kot nam svetuje apostol Pavel. Skrbno torej pazite, kako živite, ne kot nemodri, ampak kot modri. Skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi. Zato ne bodite nerazumni, ampak spoznajte, kaj je Gospodova volja. Na koncu
želim še poudariti, ko smo hvaležni in se zahvaljujemo Bogu za vse, se lahko sprosti nadnaravno čudežna moč Boga. Preberimo primer apostola Pavla. Prignali so jo pred zastopnika oblasti in rekli: ta dva netita nemir v našem mestu. Juda sta in širita običaje, ki jih mi kot Rimljani ne moremo sprejeti in ne smemo izpolnjevati. Tudi ljudstvo se je dvignilo proti njima. Rimska oblastnika sta jima strgala oblačila in jo velela pretepsti. Ko so jo hudo pretepli, so jo vrgli v ječo, ječarju pa zabičali, naj skrbno pazi nanjo. Ječar je izpolnil ukaz in jo vrgel v najglobljo temnico, noge pa ima vklenil v klado. Okoli polnoči sta Pavel in Sila molila in pela Bogu hvalnice. Drugi jetniki pa so jo poslušali. Iznenada pa nastal silen potres, tako da se je ječa v temeljih zamajala. V hipu so se vsa vrata odprla in vsem jetnikom so odpadle verige. Ječar se je prebudil. Ko je videl, da so vrata ječe odprta, je izdrl meč in se hotel ubiti. Mislil je, da so mu jetniki pobegnili. Pavel pa mu je zaklical z močnim glasom: nič žalega si ne stori, vsi smo še tukaj. Ječar je zahteval luč in planil noter. Trepetaje je padel pred Pavla in Sila. Nato je popeljal ven in vprašal: Gospoda, kaj naj storim, da se rešim? Odgovorila sta mu: veruj Gospoda Jezusa in rešen boš ti in tvoja hiša. Nato sta oznanila Gospodovo besedo njemu in vsem, ki so bili v njegovi hiši. Vzel je s sabo še tisto nočno uro ter jima izprav rane in pri priči se je dal krstiti z vso svojo družino. Peljal jo je na svoj dom in jo povabil k mizi in veselje je navdalo njega in vso njegovo hišo, ker so našli vero Boga. A je bil kakšen razlog za zahvaljevanje in hvaležnost večji? Človeško gledano, ne. Pavla in Silo so slekli in jo hudo pretepli. Vrgli so jo v najglobljo temnico in jo dali v klade. Okoli polnoči pa sta molila in začela peti hvalnice. Namesto pritoževanja, da sta po krivici zaporu, sta začela peti hvalnice in se zahvaljevati Bogu. Kaj se je zgodilo? Božja moč se je razodela, zapor se je stresel, vrata so se odprla in vsem jetnikom so odpadle verige. Prestrašen je čar, da smo pobegli zaporniki in da ga čaka smrtna kazen. Je doživel v enem dnevu popolno spremembo. V njegovem življenju in njegovem domu je prišlo veselje, ker je spoznal Boga in njegovo dobroto. Zahvaljevanje, hvaležnost spreminja nas, ljudi okoli nas, okoliščine. Dovolimo Bogu, da razodeva svojo dobroto. Bodimo modri, ne kritiziramo takoj vse in se pritožujmo. Bog je na delu tudi v težkih situacijah. Naj hvaležnost in zahvaljevanje vse bolj vodi in izpolnjuje
naša življenja. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in hvala Gospodu za njegovo milost, dobroto in zvestobo, da bedi in skrbi nad našimi življenji tudi v tem letu. Amen. Jezus želi v svet ti prepustim sile Jezusa.